Nešteto je poti do Boga, kot je nešteto zrn peska brez prestanka, kot deževje Dharme. Beremo v indijskih svetih spisih. Tako obstaja tudi nešteto vrst molitev in priprošenj. V skupnosti za zavest Krišne je recitiranje Hare Krišna Mahamantre ena najbolj priljubljenih poti za doseganje samadija, duhovnega razsvetljenja v zlitju z božanskim. V naši skupnosti Hare Krišna je pravzaprav 9 vrst procesov danega služenja. In te vrste vdanega služja, te 9 vrst procesov je nekaj, skozi katerega lahko dosežemo tudi popolnost, se pravi, da dosežemo odnos, se povežemo z Bogom. Tako da eden izmed teh 9 procesov je molitev. Obstaja več vrst molitev, naša najbolj znana molitev pa je pravzaprav Hare Krišna Mahamantra, katero nas tudi poznajo po tej molitvi, ki jo pojemo na ulicah. To je pravzaprav molitev, skozi katero sprosimo samega Boga, da nas vključi v dano služenje. Ker pravzaprav molitev je neki duhovni klic k Gospodu, da nas sprejme, da nam napolni srce, da nam pomaga postati boljši ljudje in pa da na nek način postanemo orodje te njegove božje milosti, njegove ljubezni. Obstaja več vrst manifestacij Boga, ampak Krišna je tisti, ki je za nas, se tudi samo ime pomeni vse privlačen, tako da najraje ga poimenujemo Krišna. Krišna, ki je pravzaprav poln ljubezni in s tem, ko se obračamo k njemu, lahko se obračamo seveda tudi kot nek klic po pomoči, da nam pomaga, da postanemo boljši ljudje, da postanemo inštrument te božje, njegove ljubezni, ker se veste, lepo je, če rečemo, da imamo nekoga radi, ampak še lepše je, če pa to pokažemo s svojimi dejanji. Tako da naša molitev je pravzaprav molitev, da smo orodje njegove božanske ljubezni, da smo orodje njegove božanske milosti, ali pa če lahko rečem, da smo akcija v ljubezni. Dejansko čutim neko povezanost z Bogom, še posebej, kadar molim, ko ga prosim za neko pomoč ali za nek odgovor, za neko stvar, na katerega sama ne najdem odgovora. In sčasoma, ko se mi to pokaže, ko res nekako začutim dejansko, kaj moram narediti ali kam stopiti, levo ali desno, takrat v srcu se mi zgodi nekaj tistega, kar z besedami se ne da povedati, seveda, da ne, ampak takrat veš, da je Bog s tabo, takrat veš, da te sliši in pravzaprav prepoznaš, da ko se moliš Bogu, se dejansko pogovarjaš z njim, se pravi, odpiraš svoje srce kot svojemu najdražjemu. In to je tisto, kar me privlači in Hare Krišna Mahamantra, ki jo izvajamo v skupnosti Zavest Krišne, je tista najmočnejša molitev za mene in je tudi najenostavnejša. Enostavno se moliš, se povezan z njim in postaneš srečen.